vendar je treba tudi tukaj spremljati. Torej, znanje jezika tako ali drugače pogojuje bodoče upise na bodoča pač stopnje. In zato se sprašujem, če je tako, kot pravi profesorica Bratina, da še na višji so velike težave v slovenščini, da zapuščajo otroci slovensko šolo zaradi jezika že na osnovni šoli. A ni potem skrajni čas, da razmislimo, da mogoče sistem, s katerimi mi poučujemo slovenščino, s katerimi otroci usvajajo slovenščino, in ne govorim samo o šoli, govorim na splošno v našem sistemu, ni učinkovit. Ker vprašanje, ki si ga starši postavljajo ob koncu 3. srednje, je, zakaj se moj sin, moja hči ni naučil dovolj slovenščine, zakaj v tem jeziku ni dovolj sproščen, kljub temu, da je bil v slovenskem izobraževalnem sistemu 8 ali celo 11 let, da lahko sproščeno izbira slovensko šolo. Zato jaz postajam prepričana, da mi smo v vseh teh letih skušali to pogojevati tako, da smo nižali zahtevnost slovenščine pri slovenščini. Medtem, ko jaz sem globoko prepričana, da moramo iti v obratno smer, biti bolj zahtevni, ker samo tako bomo dosegli eno višjo raven slovenščine, ki bo tem učencem, učenkam omogočilo to odprto izbiro. Potem, če jo bojo izbrali, ne je druga stvar. In tukaj je pač bistveno prav ena jezikovna strategija, ki ponavlja, ni odgovornost in ne more biti samo odgovornost šole, dejstvo pa je, da mi nismo učinkoviti v tem, kot bi lahko bili, glede na število ur na šolah, na to, da večina teh otrok je navsezadnje vključenih tudi v druga izvenšolska slovenska okolja, in torej bi človek pričakoval na koncu, da bi tudi pač to odnos do jezika bil drugačen, kot je. Zato smo vsi enako krivi in zato si moramo tudi vsi zavihniti rokave in nekaj narediti na tem področju. Začenši recimo z učnimi pač pripomočki, učbeniki, gradivi, učnimi metodami in tako dalje. In pač na tem je tudi obstanek naše skupnosti, ker, tako kot je rekla zopet Majda Bratina, 50% vsi ne bo pripeljal nikamor. Na koncu se sprašujem, če 18% je učencev in učenk, ki izhajajo iz slovensko govorečih družin. A ne bi mi malo razmislili, da bi vplivali mogoče, da bi poskusili vplivati na te odstotke. Tudi s tem, da v Gorici lahko slovensko šolo promoviramo v čezmejnem prostoru, ker je to edina šola v obmejnem pasu, ki ponuja oba jezika od 1. razreda. Ne bi mi lahko malo več promovirali slovensko šolo med Slovenci v Novi Gorici, ne bi lahko mi mogoče tiste Italijane, za katere, kot je rekel Marino, vemo že od vsega začetka, da ne bodo nadaljevali, ne zato, ker ne bi, zato, ker je jasno, da ne bi odnosa do jezika, da so izbire pač tako, mogoče, ko bi rekla, ne promovirali v prejšnjih stopnjah, mogoče bomo znižali število otrok do 1. razredu osnovne šole, v 3. ali 1. srednji, vendar bo osip manjši in bo tudi trud, ki ga vsi mi investiramo v to, pač malo bolj poplačan. Tako, hvala. Lahko? Prosim. Bom zelo kratka. Pri poslušanju vseh teh posegov pa podatkov ne moram mimo ugotovitve, da pred 20 leti, leta 2004, smo napravili podobno raziskavo, samo za Gorico. Ne vem, če slučajno se imenovala isto, z nižje na višjo. Takrat smo anketirali, je bila samo kvantitativna,
5 letnikov malih maturantov in njihove starše. Tisti podatki, ki so lahko primerljivi, moram reči, da so podobni, se ni nič spremenilo. Ampak moram reči, da v tisti raziskavi, pri kateri so nadaljeval tudi Daniel Radetič, ki je bil takrat naš sodelavec, smo ugotavljali dvoje. Kar ugotavljamo danes? Prvič, da moramo biti pozorni na tiste učence in dijake, ki zapuščajo slovensko okolje. Drugič, da glede na to tudi, da drugostopenjsko srednjo šolo čaka padec, ki ga zaznamujemo zdaj v vrtcu osnovni, ne vem, če ga zaznamujemo že na nižji, ampak bomo verjetno naslednje leto ali čez 2 leti, tudi, da se je govorilo o enem razmišljanju preurejanja celotne šolske mreže, vedno s pogledom tudi na čezmejnost. In to vedno, govorimo o tem, vedno s pogledom naprej. Še en podatek, da takrat, ko smo imeli predstavitev, smo bili v šolskem centru, je bila nabito polna dvorana. Danes ni bilo okusov na meji. Hvala. Hvala lepa, če ni drugih vprašanj, mislim, da lahko zaključimo z današnjim večerom, tako da se najlepše zahvaljujem seveda. Odgovorimo vsaj na eno vprašanje. Jaz bi odgovoril samo na problem 3U. Se pravi, učbeniki, urniki in učitelji. Nekaj se premika tudi na tem področju. Z učbeniki, jaz imam srečo, da vsi ostali ravnatelji so mi zaupali to nalogo, da odkar so se sprostili ti prispevki za pripravo novih učbenikov, smo pripravili v 3 letih praktično zgodovino zemljepis za 4., 5. razred osnovne šole, ponatis prvi, drugi, tretji in potem zdaj 3 priročni oziroma učbeniki za matematiko na nižji srednji šoli. Potem smo urniki, smo spremenili urniki, smo jih spremenili v Gorici, smo jih spremenili v Doberdobu, ker smatramo, da to je koristno in iz didaktična, iz pedagoškega vidika. To je načelo, ki nas je vodilo. In tretje, učitelji, dam samo ta podatek, letos na 3 smo bili dovolj, recimo, kar srečni, ker smo pridobili 8, sicer zdaj 7, dobro, 8 novih stalnih profesorjev. In to, recimo, v tem obdobju, ko je kriza, res problem kadrovanja, to vsaj za našo šolo je dober podatek. Se ne vprašam samo na stvar, zdaj na lani na višji je bila predlanski 70% nestalnih delovnih mest. Da premeni. Triko. Kako je to mogoče? Jaz mislim, da je nespremljivo. Kako je mogoče, da hodi ravnatelj Špetra v Gorico? To je še normalno? To je še najmogoče. Kako je mogoče, da je komisija, ki je zbirala ravnatelje, da ni znala šteti do 4, smo potrebovali 4 ravnatelje, so izdelali 3. Ali 2. Je dosti stvari, ki si človek ne more razlagati. So hude, so vse hude. Če gledamo ciljno na kvaliteto šole, včasih na tečajih, morda je dobro, da izdelajo tisti, ki imajo rekvizite. Ja, kaj se reče, in potem, v glavnem naj bi bilo tako. Potem, Ja, ma je boljše da med ravnatelja, zdaj sem zelo pragmatičen, ker delom gospodarstvo, po mojem je boljše med ravnatelja, kot ga ne imeti, Mislim, banalno, Jaz vsekakor sem predsedoval eno samo komisijo za natečaje, prav za matematike, in moram reči,
In moram reči, da prvi 4, ki so izdelali na mojem natečaju, jih imam zdaj v Gorici. In za nas? Razen, ja, torej, no, nisem s tem zadovoljen, to je to. Torej, imamo tudi manjšo pogostitev.